Poklon, sem Krištof Ravbar, to pa je Ravbarjev stolp. Vse, kar je ostalo od nekdaj veličastnega malega gradu, na katerega me vežejo tesne družinske vezi, se je doživel razcvet v času, ko sta mu gospodarila moj oče, Nikolaj Ravbar, in mama, Doroteja iz razvpite družine Jamskih. Saj poznate Erazma Jamskega, zadnjega roparskega viteza na Kranjskem. Bil je mamin brat, a s tem povezav med rodbinama še ni konec. Dedek Nikolaj Jamski je imel 4 sinove, med njimi tudi slavnega Erazma Jamskega, ter 6 hčera, med njimi tudi Dorotejo in Katarino. Moja mama Doroteja Jamska se je poročila z Nikolajem Ravbarjem, njena sestra Katarina Jamska pa z njegovim bratom Gašperjem Ravbarjem. Zato ne čudi, da sta na obokanem stropu v pritličju stolpa grba obeh rodbin, Ravbarjev in Jamskih oziroma Luegerjev. A odnosi med rodbinama niso bili harmonični. Moj oče Nikolaj Ravbar je na ukaz cesarja Friderika III. Spravil v ječo svojega tasta Nikolaja Jamskega in bil za svojo poslušnost lepo nagrajen, saj ga je cesar povišal v tržaškega glavarja. Prav njegovim vezam na visokih položajih se lahko zahvalim, da sem bil imenovan za drugega ljubljanskega škofa. Moji starši so dali ob stolpastem gradu zgraditi stanovanjski palaci. Veste, koliko sobanj je bilo v njem? Stranišče pa le eno in še to na štrbunk. V obodni steni so še danes ohranjene konzole, ki so ga nosile. Še danes me črviči po črevesju, če pomislim na govorice, da je Gašper Ravbar, stric po očetovi strani, ubil Erazma Jamskega, strica po mamini strani, ko je ta sedel tam, kamor gre še vitez sam. Ali veste, kako so velike kamnite bloke, iz katerih je zgrajen stolp, znosili na hrib? Sužnji? Katapult? Ne. Pravilen odgovor je volk. Ne žival, ampak posebna naprava, pri kateri so klešče pritrjene na škripec. Zavidali so nam jo graščaki od blizu in daleč. Grad je svojo prometno, a hkrati skrivnostno lego vedno privabljal popotnike in nič drugače ne ostaja danes.